Tukaj zdaj. Tak, ne? Perfekt. Kaj se mene tiče, vam še ni tiče zdaj. Verjetno je veliko posameznikov, ki sem jih spoznal, ki so posebni, ki živijo svojo dinamiko, svoj ritem, so uspešni, so zasebno srečni, so nasmejani, optimistični, ampak eden od njih je še malo bolj poseben. Eden od njih je Marko. Marko, dober večer, dober dan, dobrodošel. Marko Verdov, ne vem, če bi ti rekel, a želim iti sam v dinamiko tega, kar si zapisal in popisal v svoji knjigi, a želim raziskovati tebe kot, ne vem, kot očeta, te želim raziskovati kot uspešnega poslovneža. Kaj bi rekel, da tebe najbolj identificira? Kaj bi rekel, da tebe najbolj definira? Jaz mislim, da najprej te moram pri priimku popraviti Verdel. Aha, ok, Verdel. Ja, ker če ne, moj mož bo jezen. Bo to je njegov priimek. Kaj me definira? Po moje vse je ravno to je to. Ne bi mogel reči, da me ena stvar bolj definira kot druga. Nek skupek vsega. In če me ena stvar vzameš, verjetno nisem več jaz. Ja. Ja. Ampak glavno vprašanje, a je težko živeti v polnosti vsega, kar doživljaš, kar gradiš, zato da bi ne poskušal ugajati ali pa ne poskušal zadovoljevati nekoga tam zunaj. Ne, ni. Mi je bilo včasih težje, se mi zdi, da je vsak dan lažje, pa z vsako deviacijo, ki si jo dovolim, še malo lažje. Ok, ampak kaj rečeš včasih? Kjer čas je čas, kaj je včasih? Včeraj. Okay. Veš, gledam na to, da se človek oziroma jaz ne želim nikoli ustaviti in se vsak dan spreminjam, zato vem, da sem danes boljši ali pa drugačen, kot sem bil včeraj in da to je ta včeraj. No. Vsak dan je lažje, če pa rečem res čisto včasih, bi bilo pa, ne vem, mogoče tista doba najstništvo, odraščanje, ko se še res želiš ugajati, pa tudi druge poslušaš, ne, kakšen bi naj bil, ne znaš še poslušati sebe. To je pa tiste res včasih. A bi rekel, da je ta koncept tega, ko želiš ugajati, pravzaprav tebe tudi pelil, ne vem, v neko tvojo prvo dinamiko, prvi zakon, prvo pozicijo, ali bi rekel, da si takrat to tudi živel in to verjel? Ja, takrat sem tako čutil, ne morem reči, da bi zaradi pričakovanj drugih, ne vem, če sem kaj naredil, ker sem vedno, ko sem vedel, da delam drugače ali pa razmišljam drugače, kot drugi pričakujejo, bil nekako prepričan ali pa zavarovan vase, da razmišljam prav in se nisem dal nekako motiti. Da pa sem nekje res delal po pričakovanjih drugih, je bilo pa samo mogoče, ko sem nastopil funkcijo direktorja, da sem bil res vsak dan v obleki pa v kravati, da se mi je zdelo, da pač to eno brez drugega ne gre, no. Takrat sem se res napravljal. A pa te je definirala ta kravata, ta obleka? Se ti zdi, da si živel to dinamiko? V bistvu sem se pretvarjal. To bi bila pol tvoja večja laž od... Ja, to bi bila recimo največja, če bi zdaj rekel laž, ja, ampak veš, to je bilo, ne vem, to več kot 20 let ali pa 20 let nazaj, ne, takrat je bilo razmišljanje še vsem drugačno, pa tudi zgled si vzameš po nekom, ne, nekoga pač gledaš, in moj stric je bil strog poslovnež in pač tak se mi je zdelo. Se ti je zdelo, da je to... To je edino prav, ja. Ok. Kdaj si začel to podjetje postavljati v obleki in kravati? Jaz sem prevzel 2006, tako da bo kmalu 20 let. Potem pa počasi, čisto tako, ampak res zelo, zelo počasi. Zelo počasi. Step by step, danes, kot je vidno, mi je čisto vseeno, ne, ampak je trajalo. Tudi, ne vem, ta tatu na vratu je smel kar notranje bodbe, ali ga dati, ali ga nekaj, vse ostale do zdaj sem lahko skril, no, zdaj pač od tega pa ne morem več skriti, ja. Ampak to je neka mentalno stanje, ko v resnici tudi to lahko narediš. Ja, veš kaj, verjetno je v meni malo tistega izzivanja ali pa uporništva.
Ne samo zato, da pač se upiram, ker se lahko, ampak zato, ker pač probam. Ali mora biti tak, ali je lahko še kako drugače in vedno je lahko še tudi kako drugače. Dajva reči, da nekdo, ki od odzunaj opazuje, ne, dinamiko ali pa informacije, saj seveda ne vemo vsega, ne. Ti si tudi mogoče eden tistih, ki je govoril tudi o neuspehih na poslovni poti, a ne samo o tej superlativi, ampak seveda medijem si bil všečen in medijem je bilo všečno tvoje podjetje tudi zato, ker ste bili nekonvencionalni, če sem skromen, a ne, ker ste bili tako zelo drugačni, ne. A mi lahko mogoče razložiš, od kje je ta vzgib ali pa želja po tem, da kolektiv lahko deluje na ta način, da ne postavljaš nekih omejitev, nekih limitov, nekih zahtev tako zelo izrazito? Ne morem ti odgovoriti, da bi to nekje izhajalo, ne vem, da bi rekel, ne vem, en dan sem se zbudil, pa mi je naredil klik, ne. Tudi posnemal nisem nikogar, bolj to izhaja iz mene, pa z neke časovnice. Sam sem kot mladenič zelo nerad hodil v službo. In tisti neprijeten občutek v ponedeljek zjutraj, ko je treba iti v službo, je bil meni tako neprijeten, da sem si želel, da ga ne bi nikoli v življenju več občutil. In ko sem postal direktor, pa imel škarje pa platno v svojih rokah, sem nekaj s časom ugotovil, da je vse na meni, ne, da v bistvu jaz lahko spreminjam podjetje po svojih merilih in v bistvu ga, ne morem reči, da sem kaj spreminjal, bolj dovolil pač vsem, da živijo to, kar v bistvu želijo. Mi smo zelo nekako organsko naredili vse te spremembe, brez da bi kaj preveč razmišljali, pa imeli neko strategijo, da se bo pa Mikropolo pozicioniral kot ne vem. Ne, to je ratalo čisto spontano. Ampak okej, v enem trenutku zaznaš ali pa prepoznaš, da si, dajva reči, revolucionaren tudi v tem, kaj dovoljuješ oziroma kaj dovoljuješ sebi, projiciraš to na svoje zaposlene. A bi rekel, da so tvoji zaposleni odraz tudi tega, kako ti živiš ali pa kako želiš, da živi podjetje? Bi rekel, da ja, da kar, ja. Predvsem okoli mene so se začeli zbirati isto misleči ljudje, ne, in tisti, ki jim naša drugačnost mogoče ne ustreza, so počasi odpadli. Je pa to, veš, ko si rekel revolucionarno, to drugi opažate ali pa opažajo, mi sami tega ne vidimo. Ja, mislim, meni se ni zdelo nikoli nič posebnega, da mi počnemo, meni se je zdelo to pač normalno. Ampak jaz sem videl en prispevek, ne vem, se ne bom spomnil, katera oddaja je bila, ampak to je bil kar malo daljši prispevek, obisk je bil pri vas, kazali so vaše prostore in predvsem razlagali alinejsko, ne. Naše benefite. Ja, ne vem, neomejen dopust, ne vem, neki dinarčki nagrade in tako naprej. Meni se je zdelo to, da je ena znanstvena fantastika, ne, meni se je zdelo, ni bil 1. april, ne, ampak, a veš, a ti res v takem okolju lahko računaš na večjo storilnost, na večjo efektivo, a je to neka percepcija dojemanja, da mi hodimo na tlako v ponedeljkih, ne? Ja, jaz tako bom rekel, no, ne vem, če, mislim, ne morem reči, da je to ravno za temelj, da lahko ti računaš na, da bodo ljudje več delali ali pa boljše. Je pa zagotovo ena osnova, ki ti zagotovi, da so ljudje v službi srečni ali pa bolj, da se imajo boljše, da se boljše počutijo. In tu mislim, da ni nobene potem več znanstvene fantastike, da ugotovimo, če se jaz boljše počutim, tudi boljše delam. Je pa, se pa pri nas ful pozna odnos do dela starejših zaposlenih oziroma, tako moram reči, tistih, ki mi nismo prva delovna izkušnja. Ne, ker tisti, ko pridejo k nam, so nekaj tedno šokirani od vseh teh, ne, so v bistvu, ne morejo skriti navdušenja, ne, medtem ko nekdo, ki pride s faksa k nam, pač ima neko predstavo, To je. Ja, točno tako, ne, to je delovno okolje in tisti mogoče ne razumejo, da je to nekaj posebnega oziroma, da si moramo mi to zaslužiti, ne, da lahko to pol izkoriščam. Kaj bi pa ti rekel, ko si noter, ne, v zgodbi, kaj je najbolj seksi atribut, ko dobim službo
v vašem podjetju? Kaj je tisto, kar... Jaz mislim, da to je čisto odvisno od vsakega posameznika. Ne, kaj komu več pomeni. Ker imamo toliko stvari, da jih tudi v bistvu nismo želeli, da so vsem, ali pa ni bil namen, da so vsem pridejo prav, ali pa vsem všeč. Meni pomeni čas? Nekomu pomeni čas, nekomu pomeni šport, nekomu pomeni družina, nekomu pomeni, ne vem, da ima zajtrk v službi, da lahko gre na fitness med delovnim časom, da lahko ima neomejen dopust, če dosti potuje. Mislim, stvari so pač, vsak vzame tisto, kar mu nekako. To je neka košara. Mislim, vsi imamo na voljo vse, ne, ampak ne vem, na fitness hodi 50 ljudi. Ne, od Ja, jaz to 150. ne bi šel, ne. ne bi. Ali pa, veš, zgledi vlečejo. A res? Zgledi Okej. vlečejo. Kaj pa tebe najbolj polni, ko gledaš tako, koliko je to velika ekipa? 150. 150 nas je. Kaj mene najbolj polni? Mene najbolj polni to zadovoljstvo ljudi. Da so ponosni, da so del nas. Vedno se šalim, mislim, pa se tudi resno mislim, ne, da si želim narediti delovno okolje, kjer ljudje ne bi želeli iti stran, ne, oziroma bi jim bilo nekako kazen, če bi morali nas zapustiti. Ne. To je meni nekako v meni, da so pač ponosni in ko vidiš ponosne sodelavce, da res z žarom, da v bistvu grizejo še bolj kot ti včasih, ne, da te oni tebe potiskajo. Ampak, a bi kdaj rekel, da je ta percepcija tega, ne, da je to primaren goal, ne, ker v resnici pa v ozadju mora biti vendarle poanta v tem, da nekaj zaslužva. Logično, ne, se tudi našim mojim sodelavcem večkrat je treba, ne bom rekel opomniti, ali pa mogoče z mlajšimi delati na tem, da razumejo, da ti benefiti ali pa te ugodnosti niso padle z zraka, ampak smo si jih zaslužili in seveda delamo v poslu, v katerem vsi vemo, da moramo zaslužiti, da šele potem si lahko to privoščimo. A bi za sebe rekel, da si materialno usmerjen, da te zanimajo, ne, te stvari, kaj lahko imam, kaj lahko lastim, ali ti je bolj ta notranji mir, notranji spirit? Kaj so tvoje vrednote? Če bi me vprašal tak, je zagotovo moj mir največ vreden, mi pa materialne stvari, zdaj moram paziti, kako se bom izrazil, pomenijo mi dosti, ampak ne v smislu, da jih želim imeti zase. Pomenijo mi predvsem, da kot neko dokazovanje, da sem sposoben to narediti. Veš, to mene drajva. Mene ne drajva, da imam. Jaz tudi zato mogoče imamo mi toliko ugodnosti, ker sem pripravljen vse razdeliti. Pa bolj me drajva, ali smo mi sposobni to narediti, ne? Ali smo mi v nekem Mariboru, ki je industrijsko čisto skoraj propadel, ali smo sposobni postaviti neko blagovno znamko, ki bo, ne vem, nek sijala na trgih Evrope v naši branži, pa narediti mogoče eno multinacionalko v Mariboru spet. To mene drajva in pa seveda, rabiš za to nematerialne, rabiš za to denar, moraš nekaj zaslužiti, ampak res bolj z tega, ne? Ali sem sposoben ali ne, ne zato, da nekaj imam. Da je to ta drive. To je ta drive, ja. Okay. Ampak, a mi lahko opišeš eno situacijo, ko si se ti zaletel v zid, ne? Ko se je zgodila ki je bil toliko velik zid, da se je zdelo, da ga ne moreš preplezati, da ga ne moreš zaobiti, da ga ne moreš rušiti. Jasno, načeloma to vprašanje nisem dobil prvič, ampak ko sem ga že prvič dobil, jaz na tak zid ne vem, da sem kdaj naletel. Res ne, ker načeloma nikoli ne vidim, vedno vidim neko pot, no, vedno. Ali lahko tudi neuspeh, pravzaprav začetek novega uspeha? Ja, mogoče, no, pri tem, ko sem natrčil na nek zid, je mogoče edina zgodba z leta 2023, ko smo imeli kar finančno krizo v podjetju. Kaj to pomeni? Zgubo smo imeli, imeli smo, ne vem, sredi avgusta smo imeli 1.800.000 evrov zgube, kar po svoje ni, zdaj se bo hecno slišal, ni tako grozno bilo, da smo imeli zgubo. Meni je bilo takrat grozno, da nisem našel rešitve, ker sem jo do zdaj v svojem življenju še vedno, nikoli se nisem ničesar ustrašil. To se mi je pa zdelo, da stojim ne morem reči pred zidom, ampak bolj pred nekim prepadom, ki je, ne. In to je bila zelo, zelo taka težka zgodba zame, ker mi je sesula vso neko samozaupanje, neke moje, ne vem, to samozavest, samopodobo.
Ampak ko sem našel rešitev, ko se mi je pa tista lučka končno prižgala, pol je pa Pa je pa šlo. pol je pa šlo, glej tak, ja. Marko, kdo je tvoj zaupnik v takih situacijah? A ne? Jaz si domišljam, da prijateljev je v unih dobrih situacijah lahko veliko, svetovalcev v takih situacijah tudi veliko, ampak v teh zoprnih, ko lučka ne zasveti, takoj? Jaz moram reči, da imam zelo ozek krog res dobrih prijateljev, s katerimi lahko vse delim in tudi me razumejo. Pri takih stvareh je moj mož tisti, ki pač vse preposluša, ne, pač nekdo, da me posluša. Drugače pa, ne vem, psihoterapevt mi je nazaj vedno to samo podobo, oziroma z njegovo pomočjo, no, sem prišel nazaj. Drugače pa pri težkih odločitvah si vedno sam. Ne. Ker tudi, če kogarkoli vprašaš, če se posvetuješ, odločitev, odgovornost je na koncu vseeno tvoja. Tudi, če ti nekdo nekaj svetuje, ne moreš pol krivde na njega zvaliti, če bi slučajno se kaj Ampak zgodilo. to je ena teža vzadij zavedanja tega? Zelo velika. Zelo velika. A razumeš, da si odgovoren za 150 plus duš? Ja, Z vsako tako odločitvijo? to je tisto, ker lahko ena odločitev poruši vse skupaj, pa je tako, kot si rekel, 150 duš je, oziroma 150 krat, ne vem, Plus, 3, ja. ne. Imajo vsi družine, ni to kar tak, pa ne vem, jaz generalno čutim vedno neko odgovornost, sploh za dano besedo, sploh za neke obljube, sploh za neke cilje, ne, me to malo sesulo. Kaj so tvoje vrednote? Kaj bi ti rekel, da so najpomembnejše vrednote v tvojem lifeu? Čisto najpomembnejša je zagotovo iskrenost, ker ne prenesem laži, pa da, mislim, zato se po moje tudi krog mojih ljudi v mojem življenju zelo skrčil. Iskrenost zagotovo, sočutje, ena od zelo pomembnih mojih vrednot je držana beseda. Tudi če sem se zajel, bom izpolnil, in tisti, ki me malo boljše poznajo, vejo, da z mano ni dobro češen zobat. Če si mi nekaj obljubil ali pa če sva se nekaj dogovorila, pa tega dogovora ne izvršiš. Ne. To so te glavne, ampak najbolj me pa vedno vodi res iskrenost, poštenost. To je tisto, kar bi rekel res daleč pred vsemi. Ja. Dvakrat sva se zdaj dotaknila tega kroga, ki je manjši, majhen, ožji. Ne. Se mi zdi, da nas neke življenjske preizkušnje pravzaprav postavijo v to, da delamo neko recenzijo ali pa neko bilanco teh ljudi, s katerimi korakamo čez življenje. Kaj bi rekel, da je tebe postavilo v to pozicijo, da si ta krog manjšal? Veš kaj, mogoče, ja, so neki dogodki, ki seveda to naredijo, po drugi strani pa sem pri otrocih opazoval pri svojih spet to, kdaj prijatelji pridejo skupaj, kako se razidejo, in sem nekako ugotovil, da pa tudi svojo bivšo ženo, da z nekom si skupaj, dokler imaš neke skupne cilje ali pa skupne interese. Ne? In normalno v življenju je, da ne moreš z enim človekom, pa zelo težko, no, da imaš z enim človekom od mladosti pa do starosti iste interese, pa da se isto hitro razvijata. Ne? To se meni zdi, da pač se veš, vrtu smo vsi skupaj, ker smo na isti ulici doma, ne? V srednji šoli se že diferenciramo, na faksu sploh, in pol najvedno v bistvu spreminjamo ljudi, s katerimi se družimo. Sem pa sam imel mogoče dva taka dogodka. Prvi je bil tako, sem javno se izpostavil, da pač ženo zamenjal za fanta. Takrat se je zgodila ena taka čistka, da so kar odpadli, kar mi je bilo zelo tako všeč. Ta druga se je pa zgodila zdaj, je pa bila predvsem mogoče poslovna, ki je pa pokazala, ko smo imeli to zgubo, pa smo potem morali nekaj odpuščati, in potem se je zelo hitro izkazalo, kdo je tisti, ki je res s tabo, pa ti zaupa, pa drži s tabo. Ne. Takrat smo se hecali, so podgane prve zapustile. Ne. Vedno, Ja. vedno kar tečejo. Ne? Ampak jaz to spet vidim kot priložnost. Ne? Vedno, vse pravim, jaz sem neizmerno hvaležen temu, kar se nam je zgodilo v 2023, čeprav takrat nisem tega videl kot priložnost. Danes pa sem res vesel, prav ponosen, da se je to zgodilo, ker mi je dalo, ne samo, da mi je pričistilo ljudi, dalo mi je tudi en nov zagon, pa
človek razmisli, pa si postavi tiste, še enkrat, veš, malo podreš, kaj si imel na mene s filmom, pa še enkrat na novo postaviš in se mi, da smo res, mislim, sem prav ponosen na to, no. Jaz bom zdaj vstopil na en segment tvojega zasebnega življenja, a ne. Če prekoračim mejo, ki se ti zdi primerna, mi reci, a ne. Ampak jaz danes živim, ne vem, srečno zakonsko življenje, sem vrhunski oče in zraven sebe imam, jaz mislim, da tvoja žena, da je prečudovita bila, ne, da je, pardon. In da je tudi vajina dinamika, ne, tisti, ki vaju poznajo, so govorili o eni dobri dinamiki, ne, ali pa odlični dinamiki. In kaj, potem se zgodi ponedeljek in 2 popoldan in ugotoviš, da tega ne želiš več živeti. Ali ni ponedeljek? Ne morem reči, da je to tako črno-belo. Črno-belo. Moje spolno življenje je bilo vedno razburljivo in moja bivša žena Mateja je od začetka vedela, da sem jaz biseksualno usmerjen. Aha. Tako da s tem nisva imela težav in jaz sva vedno oba komentirala, in moške in ženske. Tako da ni bilo to, veš, to je bilo bolj za publiko, je bilo to Moment. moment, ja, glej ga, še vem, da so Matejo kdo srečal na cesti, pa je rekel, boga reva, prasec je, ne, skrival, ne. Mislim, ljudje so pač imeli neko svojo predstavo, ne, pač zgodilo se je, nekako sva oba na srečo bila v nekem takem obdobju, da sva pač se čisto ugotovila, da je pač prišel en ponedeljek, da je ura 2 in da mogoče je čas, da pa si dava prosto pot še naprej, ne. Ostala sva, mislim, da res zelo dobra prijatelja, imava še zmerom so otroci najini, vzgajava jih skupaj. Ampak to spet zveni ludo, ne, to spet zveni nemogoče, a ne. A veš, v družbi, ki etiketira, ki razume črno-belo, ki ne razume drugače, je to skoraj malo noro, Ja, mi smo celo, vem, da smo šli enkrat na dopust, pa smo pol že, pa smo imeli fotografije, da sem jaz, pa Mateja ima zdaj še 2 otroka, z enim tem njenim dojenčkom v naročju, pa je bilo, mislim, da smo, ne, čudna družina, ampak meni se zdi, ne vem, jaz nikomer, s katerim se razidem, pa če sem bil zaljubljen, pa če sem žensko ljubil, ne vem, 15 let, kaj ne, zdaj sovražim od jutri dalje, ne vem, ali pa ona mene, mislim, jaz ne razumem ravno skreganih ljudi, ampak jaz mislim, da je tu predvsem tista jeza ali pa, ne boš ti mene, bom jaz tebe, ne, mislim, življenje je tako kratko, to kreganje nič ne prinese, ne vem. Ampak a misliš, da je to vama ratalo tudi zato, ker si bil odprta knjiga, ker si v bistvu odprto komuniciral to že prej in to ni bil ponedeljek ob 2? Veš kaj, midva sva nasploh imela odnos, za katerega so se že, ko je trajal, sem jaz tudi čutil, da sva malo posebna, ker se nikoli nisva skregala, nikoli se nisva kričala drug na drugega, se drla, vedno da sva nekako s pogovorom reševala vse in ne vem, se je to pač čisto tak razpletlo že skozi. Zdaj sem sicer izgubil vprašanje, rdečo nit. Dobro, greva naprej. A se ti zdi, da si to svojo biseksualnost tudi znotraj zakona živel? Da si na nek način imel tudi blagoslov, da ga lahko živiš? Bom rekel ja in ne bom pa šel preveč v detajle, da ne bom zdaj zaradi Mateje. Ja, razumem. Ja, mislim, sem jo lahko tudi živel, ja. In potem si se zaljubil. Tako. In potem se zgodba začne vrteti. In potem se je zgodba zgodila, ja. Ja, ampak a je to intimno v dojemanju tebe kot moškega, kot nekoga, ki je oče, ki je partner nekomu, a je to nek moment ali neka faza, ki jo je težko sprocesirati, ki jo je težko na nek način začutiti v polnosti in reči, to bom zdaj živel tako? Pri meni ni bilo. Pri meni moram reči, da ni bilo, da je bil tak zanos, taka energija, da je to kar šlo. Pa veš, kaj se mi zdi,
da je morda nekako to povezano in z družino in tudi s poslom, mogoče ne z vzgojo in s poslom. Moja mati in oče sta ločena, sta tudi dobra prijatelja, oče gre večkrat k mami na kavo, vsak ima svojega partnerja. Je to pri nas tudi, če gremo v nedeljo na kosilo, da lahko gremo kot razširjena družina, res čisto vsi skupaj. Tako nekako to živimo. Ne vem. Kje se ti pa zdi, da si doživel pravzaprav največje presenečenje ali pa največje nerazumevanje tega tvojega novega življenja? Mogoče v službi delno, Mhm. sploh od kakih starejših sodelavk, pa od strica, ki je bil včasih lastnik. S kravato in obleko? Ja, tam je bilo kar, sploh sem eno fotografijo objavil na Facebooku takrat, to je zdaj dobrih 10 let nazaj, ja, kjer se s takratnim fantom poljubljava in to je bilo, uničil boš firmo, stranke bodo nehale kupovati, umakni vse to. Ampak nekako sem bil tak toliko močen, da nisem si dovolil, no, da bi me ganilo. Škaj, jaz sem mogoče toliko odločen človek, že s posla od tega, da so vsi vedeli, da če se jaz nekaj odločim, je boljše se umakniti, kot pa mi nekaj dati na pot, ker bom kot buldožer tak ali tak šel čez. Ampak takrat, ko si rekel, da si objavil te poljube, ne, oziroma poljub, potem to začneš živeti. In to si živel v vsej polnosti, živiš v vsej polnosti, brez nekih občutkov, da bi moral drugače? Ja, morda imam rahle pomisleke, kdaj, ko imam kak poslovni pogovor. Takrat sem mogoče malo zadržan, pa se vedno sprašujem potem, zakaj. Predvsem mogoče pazim bolj pri vzhodnjakih. Recimo, ko sem bil v Dubaju, zagotovo nisem nikomu povedal, da imam moža. Če sem v Nemčiji, ali če sem pa v Španiji, pa brez problema. Se ti zdi pa to skoraj bonus? Ja, točno tak, ne. Okej. Jaz, ko sam živim v gejevski skupnosti, se mi zdi, da je to moj edini prav. Da je to moj edini način, kako želim živeti, kako se mi zdi, da tudi otroku na koncu koncev kažem svet, ne. Kje misliš, da kot družba še vedno stopamo v ene probleme oziroma v ene izzive, zakaj tega ne znamo sprejeti ali pa zakaj tega nočemo? Ne najdem odgovora, se večkrat sprašujem, ampak jaz mislim, da to izhaja predvsem iz, ne vem, strahov, ne, predvsem iz strahov. Meni je res zelo zanimivo, ko me ljudje malo bolj še spoznajo ali pa me kdo pozna preko posla, pa ne ve, da živim z fantom, da sem poročen z fantom. Je potem, veš, tisto, saj si čisto, mislim, toliko, da ne rečem, saj si čisto kul, ne, da bi skoraj rekel, Včasih komu uide, ne? Ne me basati, ne, mislim, kaki bi pa moral biti. Ne vem, zakaj smo v Sloveniji ali pa generalno, zakaj imamo toliko zapovedati proti. Jaz se trudim, da ne bi, 10% populacije je take in to je dokazano. In to ne samo pri ljudeh, tudi pri živalih. In ne vem, zakaj. Mislim, jaz temu sploh ne bi več posvečal nobene pozornosti. Okej, ne bo več. Mislim, Razumem te. Ampak, dajva istočasno, ne, zadnjič sem zasledil ta zgodba o opolnomočenost moškega, ne, da je to ena tema, ki te v resnici zanima, ne, ki jo tudi na nek način komuniciraš. Mi lahko kaj več poveš o tem, kako pomembno ti doživljaš to, da smo moški opolnomočeni, da smo na nek način v sebi mirni, v sebi čuteči na enako, ne? Jaz mislim, da je to ena od najbolj pomembnih stvari, da si sam sabo pomirjen, da ne glede na to, ali si mislim, vsak človek bi moral biti sam sabo pomirjen in živeti tako, kot sam želi. In se mi zdi, da, mislim, jaz se trudim predvsem, da bi si moški upali več govoriti
duševnih stiskah, o tem, kar nas v bistvu ne dela, kar nas naj ne bi delalo moške. Ne. Prej si sam rekel, a ne, ob pomoči terapevta sem rastel, sem dobil neke odgovore in bogatil samega sebe. Zakaj je to še vedno stigma? Zakaj je sploh pri moških stigma? Ne? Ja, ker smo že od malega, ne, saj, veš, moški smo se igrali z avtomobilčki pa z orožjem, ne, pa če si padel, ne jokaj, fantki ne jokajo, ne, to je pač klasična, še jaz, če pomislim, sem zagotovo kdaj rekel svojim kateremu od 3 sinov, ne, fanci, ne, daj se obnašaj po moško, ne. In vse okej, moški po eni strani se strinjam, da moramo, da smo, v bistvu smo močnejši kot od žensk in moramo nositi to, mislim, to moč moramo tudi žarevati, to se mi zdi čisto okej. Se mi pa zdi tudi prav, da če pademo, pa tudi povemo, priznamo in pač si poiščemo pomoč, ker meni se je zdelo, ko sem sam to doživljal, čisto okej, da to delim. Predvsem sem želel deliti zato, ker vedno pravim, če me ljudje vejo, če imajo informacije, me lahko razumejo in me lahko podpirajo. Če ne vejo, kaj mi je, bojo pač mislili, da sem znorel. Ampak, a bi rekel, da ne, če na eni strani tebe vidim kot Supermana, nekoga, ki je zgradil nek imperij, ki živi nek življenje, ki si ga je izbral ali pa ki ga je začutil, a bi rekel, da si tudi ti bil del kolapsa, ne vem, da si doživel en kolaps sam pri sebi, teh, kaj je prav, kaj ni prav, ali pa raziskovanja samega sebe? V tem moram reči, da ne. Tu ne, zakaj sem jaz kolapsiral, je predvsem to, ker sem trčil ob stvari, ki niso več v moji moči. Nekaj, kar imam nerešenih stvari na sodišču, nekaj, kar me nekdo drug, kar imam neke spore zaradi posla, in to so stvari, ki v bistvu ne morem nič. Čakam, lahko samo čakam na nekaj razplet oziroma sodelujem. Si pasivni opazovalec svoje zgodbe. Ne? Svoje zgodbe, ne? In v tem je bil nek moment, ki je meni pač bil samo še to, pa še to skozi neki pritiski in v bistvu ne moreš nič narediti. Ne? In nekaj časa že se upogibaš, potem se pa enkrat pa zlomiš. Tada mene to, da bi sam sabo, pa zaradi tega, kdo se je imel kadarkoli težave, ne, to pa res ne. Ja, ne mislim te identitete, ampak pač tako raziskovanje samega sebe. Ampak prav, da ta situacija, kjer ti nisi nekdo, ki pravzaprav lahko potegne potezo, ampak moraš sedeti ob reki in čakati, to je kaj, občutek nemoči? Ja, občutek, da, ne vem, jaz sem človek, ki ima življenje v rokah, ki v bistvu je zelo aktiven s svojim življenjem, ne, res, nikdar nisem pasiven. Zdaj so mi ugotovili še celo, da imam ADHD, kar pomeni, da sem res skozi nekih idejah nemiren, skozi bi še nekaj, ne, in ko te nekdo postavi v pozicijo, ko pa moraš sedeti pa čakati, pa se to vleče leta, pa se še samo nabira, pa se pač zlomiš, no. Pač naenkrat je bilo preveč. Kje zna tle mož pomagati? Predvsem v tem, da je bil ob meni. Ker takrat se je meni zdelo v nekem trenutku, da se vse samo še podira. Nisem videl več nobene svetle prihodnosti. Ja, zdelo se mi je, da sem totalno nemočen, da ne morem pa res več nič. Da nič več ne znam, nekako se je totalno sesulo in zdelo se je, da se vse spreminja. In Gašper je odigral ključno vlogo, ker je bil, nekako se mi je zdelo, edina stalnica, tisto, kar je pa fiksno, da se ne spreminja, je bil on. Vse ostalo je nekako takrat se mi zdelo, da bo... Aha, to ti je dal mir, da je on... Ja, samo da je bil on zraven, pa sem jaz bil čisto miren. A je on vpleten, mogoče sem neveden, pa bi mogoče mogel to vedeti, ampak a je on vpleten tudi v dinamiko podjetja? Gašper je tudi dela pri nas, ja. Okay. Ampak vendarle sta uspela to dinamiko peljati, da je on bil en varno zavetje tudi izven pisarne, izven... Ja, se mi dva imava tako službo, da se v službi ne vidiva. Ne srečata. Ja, razen če se želiva. Drugače ne vem, če bi lahko delala skupaj. Ja, sva in celo fajn je bilo, zato ker sem jaz doma, takrat, ko sem res ostal doma, pol leta, imel najprej 2 meseca, vem, da telefon čisto je sklopljen in je vsak klical njega in je bil on zelo močen filter.
A. Cenzor. Ja, zelo, mislim, res je rekel, ne kliči ga za to, ne, odložil. In mislim, res mi je daril en tak, ker kaj je bilo pri meni mogoče še malo specifično je, če ti izgoriš ali pa prejš neko depresijo, anksioznost, panične napade, pač greš na bolniško in se odklopiš od službe, ne. Če si pa ti solastnik, pa direktor, pa firmo imaš v zgubi, pa ne moreš ti reči, mene 6 mesecev ni, znajdite se. Ne. In je bilo treba balansirati, koliko biti v službi z mislimi, pa koliko ne biti. Ne, to je Kaj je bil pa največji izziv pri tem? ravno to. Ne, ravno to, ker bi najrajše zginil nekam, da sploh ne slišim nič. Ne, po drugi strani pa me je to, da nič ne slišim, žrlo. Ne, ne vem, moram nekaj vedeti. In potem so pač hodili službe k meni domov, smo imeli sestanke v meni doma, smo delali, kako bomo rešili firmo. A to ti je dalo občutek varnosti, da si doma bil na nekem kavču, na nekem... Ne? Aha. Ja. Da nisi tega naredil. Aj vstop v pisarno takrat lahko povzroča anxiety? Ja. Računalnik V odpreti? bistvu, veš, kak je občutek, že samo pomisliti na firmo je bilo, kot da bi me nekdo dal prisilni jopič ali pa bi me začel zategovati. Meni se neke psihične napetosti vedno poznajo v želodcu, ne, in me začne to stiskati. In ko dobim ta želodec, vem, da ne. In že ko sem v službo prišel, je bil tak občutek, ne, mislim, po domače zagablo se mi je. Prav tak. Ne, in sem se nekaj časa celo spraševal, ali bom sploh sposoben priti nazaj. Pa čeprav ni ravno služba kriva. Ne, velikokrat je Nek služba, zunanji... ampak so bili čisto neki drugi dejavniki, ampak je bila služba tista pika na i, ki me je pač takrat še potisnila. Ampak jaz sem služba sem jaz in meni se služba gabi. Imamo problem. Kako pa to pregrizneš pa v enem trenutku? Počasi to, jaz grizem še zmeraj. Probam, mislim, toliko sem, hvala Bogu, vedno delal samo refleksijo, pa se sam sabo ukvarjal, da se znam poslušati. In sem šel zelo na počasi. Zelo na počasi sem se hotel vrniti, ampak me je ravno en, ki mi je trdil, da je moj prijatelj dal odpoved, takrat pa je vodil en večji segment pred nas in sem potem moral čez noč skočiti kar nazaj v službo. Da si lahko sploh. Ja, da smo to sploh lahko neko delek speljali. Ta sem bil malo prisiljen, kar mi je sicer v tistem trenutku celo mogoče pasalo. Ne, Da te je nekaj da me porinilo. je nekaj malo potisnilo. Ja, potem sem pa v bistvu poiskal novega človeka, da mi to vodi, pa sem hotel malo izpreči, ampak zdaj, ko sem hotel izpreči, sem pa dobil spet neko voljo. Aha. Malo se še lovim. No. Prav to je še čist, kaj bo rekla, vroče? To je, ja, ker jaz sem antidepresive zadnje dal stran februarja, zdaj smo aprila. Tako da to še, še sveža, dokaj sveža zadeva. Ja. Ampak, a ne, ko govoriš, dal stran februarja, ne, antidepresive, to je verjetno proces, ne, ti si tudi pred februarjem v enem trenutku ocenil, Ja, da mi lahko dva začneš z psihiatrom sva se zmenila za ene antidepresive, da z decembrom jih postopoma zmanjšujem, tako da sem jih dal januarja proč in potem s februarjem še druge. Ampak spet grem na začetek najnega pogovora, koliko sem vesel, da lahko brskam na ta način po tebi. Ne, spet ta superlativa, super firma, super in potem to. Ne. Jaz verjamem, da je to samo faza, da je to proces, da boš iz tega še močnejši lahko, ne. Če boš to znal pravilno tudi razumeti in slišati, ampak ne, mi ne pripisujemo tem uspešnežem, tem ljudem, ki jih vidimo, da so uspešni ali pa jih drugi definirajo kot uspešne, mi jih ne vidimo kot zlomljive, ne, kot broken. Načeloma, ne, se pač vedno moraš biti močen, ne, tudi ko te je strah, ne smeš strahu pokazati, ne. In moraš vedno to v sebi predelati in to je tisto, kar jaz ne verjamem za nobenega podjetnika, da je ultimativno pa vedno samo happy in da nima skrbi, ne. Zato ti, če si ti podjetnik, pa te je strah, jaz ne vem priti v službo pa reči, sodelavci, mene je strah, da bomo mi čez 3 mesece zaprli, ne, ker bodo ljudje poskakali spet kot smo prej rekla. In moraš vedno
delovati močen, neustrašen tudi pri kakih pogajanjih, ko se na smet treseš, ne, vedno moraš to nekako skrivati, ampak okej, to se mi ni zdelo neka težava. Prej se mi zdi ta ranljivost pokazati kot prednost. Ne, zaradi tega, ker ljudje ti bolj prej zaupajo, lažje se poistovetijo s tabo, vidijo, da si tudi ti kaj vel pod kožo, ne. Ampak, Marko, je tu Brutus, ne, v tem smislu tega frenda, ki si rekel, ne, da to ni bil samo nekdo na neki poziciji, ampak je to, si ga definiral tudi kot prijatelja, ne, kot zaupnika. Zakaj se ta nož, zakaj misliš, da ljudje ocenijo, da ne vem, dopuščam možnost, da je neka priložnost nekje drugje bolj seksi, ne, ali pa tudi posledično ta strah v tem, da je bolje zdaj iti. Jaz mislim, da pa tudi vedno bolj opažam ljudje sploh v poslu, nas je zelo malo, ki imamo pogum. Ne, če bi nas bilo več, bi Bilo več uspešnih? bi bilo več uspešnih podjetij, ker v poslu rabiš predvsem pogum in sploh pogum in vztrajnost, ko ne gre najboljše, ne. In jaz imam vedno neko vizijo za naprej, vedno gledam ne na jutri, ampak na ne vem, kaj bo čez 10 let, in me nikoli ni strah, ne. Tudi če me kdaj je, ne vem, bomo, ne. Verjamem vedno, da bomo. In v krizah ali pa v takih primerih pol vidiš, koliko so ljudje res močni, ne, ali pa s prve skočijo na novo priložnost, ne. Neuspeh, neke stiske v službi ljudje pogosto ventilirajo v zasebnem življenju, ne. Pogosto iščemo neke konfliktne situacije, izzive, v zasebnih partnerstvih, v prijateljskih odnosih. Kako se ti je zdelo, da si tule zvozil? Zelo v redu. Zelo v redu. Mateja me tako ali tako ni dovolila, mislim, sva bila zelo na enakem nivoju komunikacije, mislim, ni dovolila, da bi sploh kadarkoli me vedno znala. Če sem slučajno še v tistih mlajših letih kaj prinesel službe, ne, me je znala umiriti. Gašper je pa itak prvi moški, ki v meni ne vidi avtoritete. A res? Ja, mislim, to smo vedno malo težav, ja. Gašper ne vidi, čeprav je 20 let mlajši, mi reče, daj, ohladi, umiri se, ali pa idi nazaj v službo, pa to tam dalje. Pa tam to puci tam, ne? In v bistvu me veš, ko te nekdo postavi takoj, ne, da umiri se, nisi v službi, ne, si v bistvu pol sam počasi z leti začneš tega vedno manj nositi domov. A je možen, da tudi to zato, ker je 20 let mlajši? A veš, Karakter je tak. Karakter je tak. Flegma. Flegma. Blazno. Pa v resnici? Ali je on imel boje? A je on danes sposoben govoriti, da je on tudi imel boje, strahove, takrat, ko si jih imel? Ja, ampak je svega takrat bilo tudi strah. Ne. Ampak je Gašper bistveno večji flegmatik kot jaz, kar mi je kul. Si večkrat mislim, kako si lahko tak, on je res miren, ne. Jaz se mogoče vseeno sekiram za nekaj, ne, še. Gašper je pa čisto bože. In je res čisto kul, se učim od njega. Ampak nikogar nisem imel kot avtoriteto na tak način kot njega, a ne? A to govoriš tudi o ostalih moških, ki so bili, ne vem, stric, ki so bili v tvojem življenju, ne vem, na karierni poti in tako naprej, ne mislim privat. Generalno ja. Ne, generalno ja, v družini veljam nekako za tistega, kateremu se vsi zatečejo, ne, ko ne najdejo več rešitve, ne. In ker si v bistvu tudi s poslovnimi stvarmi, ne, z Matejo smo plesno šolo odprli. Mislim, vse, kar smo delali, v bistvu skozi vsem okoli sebe dokazuješ, da si pač, ne, znaš. In jaz mislim, da tudi, ne vem, tudi zaradi tega verjamem, da so v moji okolici, moji bližnji, tudi to, da se odkrito govorim, da sem gej, bistveno boljše sprejeli, ker pač tako vejo, da ne, da bom, ne. Tega mislim, da od tega to. A je etiketa, da si gej, znak šibkosti? Prosim? A je etiketa, da si gej, znak šibkosti danes v tej družbi? Ne vem. Mislim, jaz se tako ne doživljam, ne. A te kdaj kdo hotel tako doživljati?
Pa mislim, da bi mi direkt upal, kdo kaj ne. Ne, nimam, mislim, tak nimam res ne niti ene slabe izkušnje. Kvečjemu kontra, kvečjemu še sam povem vice o Pedrih, da se ostali malo sprostijo, bo reče, če samo sebi kozlarije govori, Pol je že v redu. pol je že v redu, ja. A si se kdaj spraševal v zvezi s težo, ki jo na nek način otroci lahko doživljajo? Sem na začetku zelo, ampak smo imeli z otroci zelo odkrite pogovore, tudi ko je kakšna situacija pri njih v šoli nanesla na to, sploh na začetku. Ampak moram reči, da smo otroke da sva jih z Matejo kar pripravila in tudi naučila, da drugi vrstniki niso hudobni, da so v bistvu ta hudobija Ata prihaja in mama? tako od staršev. In naučila sva jih nekako, da so se znali braniti, ne, in vem, da je ta starejši sploh enih dvakrat znal konkretno na foro nazaj nekaj povedati in je imel pol mir. Mislim, Je postavil pravila igre ja, sam, ne, sam za sebe. Če bi živel v enem drugem času, v enem drugem vesolju, na enem drugem planetu, a se ti zdi, da bi lahko tako intenzivno in tako močno doživljal stvari, kot jih doživljaš tukaj in zdaj? pojma nimam. Verjamem Kako pa, je na drugih planetih? tako, verjamem pa, da kjerkoli bi bil. Mislim, moram reči, da sem srečen, da živim tu, kjer živim. Ampak daj mi vseeno reči, ne vem, jaz celo življenje tako živel, kot zdaj živim, ne. A je bil kdaj vprašanje, kaj pa če ne rabil tega tako živeti? Kaj pa če bi probal to potunkati noter vse, a ni lažje, a ne bi bilo lažje? Takega vprašanja nisem imel. Imel sem podobno vprašanje, ne, ampak samo to, če ne bi bilo lažje, če ne bi bil gej. Nisem nikoli, razen res tisti mladosti, pri 12, 13, 14 se to potlačiti, ko še v bistvu niti ne razumeš. Ampak zdaj pa nikoli. Da bi hotel potlačiti, ne. Da bi hotel skrivati, pa nekako drugače živeti, ne. Hotel sem imeti otroke, zato si nisem znal, ko sem imel fanta pred Matejo resnega, ki je sanjal o tem, da bova skupaj v starosti, meni to ni mi bilo v sliki. Ni mi bilo enostavno. Večkrat pa rečem, da če bi lahko sam zbral, ne bi zbral, da sem gej. To je moj stavek, ne. Tudi? Ja, tako se mi zdi, da nikoli ne bi izbral, ne. Če bi jaz lahko izbiral, ne bi izbral tega. To ne pomeni, da nisem srečen zdaj v tej dinamiki, ampak 100.031.742 stvari je lažje. Če nisi. Ja, Tako. ne. To jaz isto povem vsakemu, ko me In vpraša. vsakemu, ki misli, da zbiramo bone za mikrovalovke, ne, Jaz tudi- razložim, da ne. Jaz tudi vsakemu povem, ne, koliko sem rekel, da naj ljudje začnejo razumeti, da si nismo sami tega zbrali. Ne. Ja. Prej si rekel, da je to da razmišljaš, da je to nek strah. Zdaj, ko mi govoriš o anksioznosti, ko mi govoriš o depresiji in tako naprej, a se ti zdi, da so te vse te dinamike, s katerimi si se soočal, da so te zaznamovale oziroma da so te definirale točno takega, ki si? Zagotovo. Zagotovo vsaka stvar k nečemu prispeva, vsake se nekaj naučiš. Jaz sem sploh človek, ki karkoli se mi zgodi, probam zanalizirati. Ne, da bi preveč analiziral, zakaj se mi je zgodilo, ampak kaj lahko z tega potegnem oziroma kaj sem se naučil za naprej. Pa vedno probam najti nekaj pozitivne, ker verjamem, da vse, kar se zgodi z razlogom in da si lahko z tega boljši. Če se jutri razreši sodišče, o katerem govoriš, če se jutri razrešijo stvari, ki jih danes pasivno opazuješ, a bo to tebe naredilo bolj stabilnega, bolj varnega? Olajšanega predvsem. Predvsem olajšanega, ker ko imaš neke stvari, ki se vlečejo že, sodišče se mi vleče že od 2017. A pa vidiš luč na koncu tunela, jo vidijo? Noben je več ne vidi, vemo pa, da nekje je konec tunela. Ja. Vemo, da konec tunela je, luči še ne vidimo, ampak Ne morejo pa zastarati, ne? lahko, ampak se pravim, zato vem, da ampak to je še 10 let. Okej.
Okej. Ne, kakšni ljudje so veseli, če kakšne stvari trajajo, ne. Veš kaj, po eni strani mislim, če si tako moram reči, ne, če bi bil kriv, če bi imel ta občutek v sebi, bi bil zelo vesel, da se Saj zato čim bolj pravim, da vleče. eni čakajo, ne. Zaradi tega, ker tudi spomin peša, ne. Moram reči, da tu, kar imam jaz, se mi nekaj očita iz leta 2011. 2011 je že toliko let nazaj, da že imam jaz težave se spomniti, ne. In me to ne. Če pa nisi kriv, ne, bi pa rad, da se čim prej nekako, ne, da se čim prej razreši, ker pač se vleče. Postavi, ne, ja. Kam pa Marko gleda, ke gleda naprej? Se pravi, ta reka bo tekla še naprej, ti boš vendarle lahko tudi plaval gor in dol, ne? Ne več sam sedel na plaži. Nimam Kje vidiš Markota? pojma nimam. A si pustiš, da te nese? Da je trenutek tisti, ki te definira? Vedno. Jaz imam vedno neko vizijo, ki si jo bolj naredim poslovno, ampak ne kot nek fiksen cilj, bolj kot neko smer, v katero grem, ali pa gremo. Kam me bo pa pot prinesla, pa Ampak a imaš, a čutiš passion do česa drugega, kot do tega, kar ta trenutek počneš? ja, z leti vedno sem hotel biti učitelj. Ja, to sem celo hodil zato sem šel na pedagoško gimnazijo, da bi pač. Ampak potem me je pot prinesla v podjetništvo, pa po 5 fakultetah nimam nobene diplome. Učil sem plesati dolgo, tako da sem to neko, veš. A to je bila pol tudi romantika v tistem času z Matejem? Ja, midva sva, naju je dala koreografinja, ki je delala Powercam takrat. Koreografijo za videospot Ni še konec, na vajah, na prvi vaji dala mene splesati k Mateji. In tako se je začelo. Ja. No, kje bom pa naprej, pa ne vem, vedno grem go with the flow, ker se mi zdi to najlepše, da se pusti življenju, da te nese. Imam pa neko svojo Idejo. svojo smer, ali pa neke take želje še. A je to hiša na plaži, v kateri boš prodajal mojitose? Zdaj si bil zelo blizu. Ja, je neka ideja. No, to, ko sem rekel, Lahko tudi gin tonic je v redu. Ja, da grem k učenju, začel sem delati kot mentor, rad bi to znanje pač predal ali pa dal komu naprej, sploh mlajšim podjetnikom, ki bi radi bili malo bolj odfukani, pa rabijo kakšno motivacijo. Imam pa neko, zaljubljen sem v Majorko, tam sem bil že 30-krat in imam neko željo ali pa nek taki, da mogoče pa enkrat bom res imel. Beach bar. Točno to. A vidiš, pismo, spet sva si podobna. Sam jaz bi en drug otok zbral, ne, drugač pa. Veš kaj, jaz tudi nikoli ne bi zbral Majorke, dokler nisem še bil prvič tam. Potem sem bil pa drugi, pol sem bil pa tokrat tam, da. No, razloži mi, kaj je seksi na Majorki. Vse, predvsem folk mi je všeč mi je, veš kaj mi je všeč, da je otok, ki je glavno mesto za 600,000 prebivalci, kar meni, da mesto je vele mesto, ne glede na to, da si na morju in Palma živi sama od sebe. Imaš pa kotičke, kjer se lahko čisto umakneš, pa si tudi tisti največji gužvi najdeš res za sebe. Tako da otok mi je lep, ogromno stvari ponuja, domačini so mi fajn, že kar nekaj ljudi tam poznam, vozim po otoku brez navigacije, veš, ko sem ga tak, fajn mi je iti na dopust, kjer res ne rabiš razmišljati, ker ne rabim niti razmišljati, kam iti jaz, ker se gostilne poznaš, veš, kje je trgovina, ne, tako. Veš, kje je fajn. Veš, kje je fajn, veš, kje so fajn. Kje boš plesal do jutra. Tako. Zadnjič sem imel eno življenjsko izkušnjo, ko se je nekdo poslavljal in sva se pogovarjala o tem, kaj obžaluje, kaj bi rad še doživel, ne. In mi je rekel, da mu je bolj pomembno to, česa ni, ne, česa ni polno živo, a ne. A se ti zdi, da kakšnih poglavij še nisi, ne, se ti zdi, da si vse povohal, vse probal? Tisto, kar še nisem, še bom. Okej. Ja, mislim, vedno vsako stvar, ki si jo zaželim, bom naredil.
Mislim, ne želim ravno to, kar si sam rekel. Ne želim se enkrat poslavljati, pa da mi bo potem žal, kaj nisem naredil ali pa ne vem, ne. Mislim, vse to ljudje vejo, da mi kakih čudnih stvari tudi ne smejo dvakrat ponuditi, ker mi že takoj skoči. Pa takoj probo, ne, Ja. v bistvu, ja, na nek način. Ja. Dobro, da imaš uro, da lahko ustaviš in da rečeš, dosti je. Marko, ful ti hvala. Ekipa, ki mi pomaga, da delam ta podcast, Avemet, so tudi zate pripravili darilo. In sem ful vesel, da si mi podaril, no, ne morem reči, da 1 uro, ker si me še čakal. Čudega. Tako da, ampak neskončno vesel, da sem te spoznal in da sem lahko z nekom razmišljal na ta način, kot razmišljaš ti. Vesel sem, da imamo take ljudi, ki premikajo in spreminjajo, tudi če kdo misli, da ne na bolje, ampak samo da spreminjamo in da delamo. Hvala Hvala, tebi, Marko. hvala tebi za povabilo. Srečno.